Če dovolite, začnemo. Otvarjam 14. redno sejo občinskega sveta občine Bled v tem mandatu na 19. septembra 2017. Pozdravljam seveda vse svetnice in svetnike, predstavnike uprave bodo poročali in vse druge bodo poročali pri jasnih točkah in vso zainteresirano javnost. Najprej pa preden začnemo, bi izkoristil to priložnost, da je imenu vsega sveta in vseh, mislim, Blejk in Blejcev še enkrat čestita našim sjajnim športnikom Eva Pintar in Pija Blažič in njen brat seveda Jaka Blažič so bili v teh zmagovitih ekipah zadnje nedelje zvečer. Imeli smo že vse pripravljeno, da bi po seji bila svečana, kako preko svečan sprejem z nekaj zabave, ampak nas je prehitil predsednik države in ima danes sprejem za košarkaše, ker pa tudi Jaka ne sme manjkati in jutri zjutraj že gre in v dogovoru z njimi smo se zmenili, da bo ta sprejem enkrat, ko bodo vsi doma. Takole, hvala lepa za razumevanje vsem, da ne bo kaj kakšnih mis interpretacij, kot so rade pri nas, nažalost. Ugotavljam, da smo v sklepčni upravičil seje Franci Sebanc z liste Tonija Mežana. Vabilo za sejo ste prejeli v petek, 8. septembra po elektronski pošti s povezavo do gradiva na spletnih straneh občine Bled. Zapisnik je delovnih teles pa včeraj po elektronski pošti. Vprašam predsednika statutarno upravne komisije, svetnika Sirca, ali obstaja kakšen formalno praven zadržek za obravnavo točk predlaganega dnevnega reda. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. Statutarno upravna komisija je ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo točk 14. redne seje občinskega sveta občine Bled. Hvala. Lepa in zato takoj dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Bled sprejme dnevni red 14. redne seje. Prva točka sprejem dnevnega reda 14. redne seje, druga potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15. junija 2017, tretja pobuda in vprašanja, četrta razpolaganje z občinskim premoženjem, izvzem zemljišč iz javne rabe, peta sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v občini Bled, 3, šesta sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled za leto 2017, rebalans 2, sedma sprejem predloga odloka o proračunu občine Bled za leto 2018, osma sprejem ugotovitve, da so izpolnjeni pogoji za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev brez poprejšnje spremembe OPN Bled, prav občinskega prostorskega načrta Bled. Deveta točka sprejem poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura d.o.o. za lansko leto. Deseta kadrovske zadeve, predlog člana SPV in 11. razno. Prosim, da ugotovimo prisotnost. Zelena bo bolj, Sašo. Ugotavljam, da je od 17 svetnikov 16 prisotnih. Glasujte za dnevni red. Soglasno sprejet. Gremo naprej. Druga točka je potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15.6.2017. Ima kdo pripombo na zapisnik? Nima? Če jo nima, dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled potrdi zapisnik 13. redne seje občinskega sveta občine Bled z dne 15.6.2017. Glasujte. Enoglasno potrjeno. In gremo na točko 3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Odgovori na pobude in vprašanja podana na pretekli seji se nahaja v gradivu za tekočo sejo. Sprašujem pa, če ima kdo kakšno novo pobudo ali vprašanje. Svetnik Mrzil,
svetnica Varlova, svetnik Sirc, svetnik Ignjatovič, svetnica Bertoncelj. Svetnica Bertoncelj, prosim. Dober dan, hvala za besedo. In sicer so se stanovalci Ribenške, Jarške in Palskih blokov obrnili name, da preberem tole pismo, in sicer v zvezi s prometnim režimom na Ribenski cesti, predvsem v povezavi s prevozom nevarnih snovi žlindre iz jeseniške tovarne Akroni. Po tej cesti in njihovim odlaganjem v gramozno jamo pri Ribnem. Kljub večletnemu opozarjanju na omejeno problematiko se zadeva ni uredila in je v noči na 14.8.2017 presegla vse razumne meje. Kamioni so začeli prevažati to ali kakšno drugo vsebino na odlagališče v Ribnem ob 3. uri zjutraj, kar je bilo skrajno moteče tako za prebivalce ob sami cesti kot za goste, ki bivajo ob omenjeni cesti. Kar menimo, da sta župan občine in občinski svet tista, ki morata takoj urediti to vprašanje, zahtevamo, da nam v skladu z 18. členom uredbe o upravnem poslovanju v roku 15 dni odgovorite na naslednja zastavljena vprašanja in komentarje. Prvič, kako je možno, da ste od 14.8.2017 naprej dovolili prevoz po Ribenski cesti in po drugih prometnicah na Bledu težkim kamionom, ki se od omenjenega datuma naprej začenja malo po 3. uri zjutraj, v noči na 15.8.2017 celo od 1 ure naprej, in to v času visoke turistične sezone, ko je v Ribenski cesti nastaja njeno najmanj 200 gostov, še več pa ob drugih prometnicah, po katerih ti kamioni vozijo. Drugič, kako je možno, da kot občina, ki je deklarirano zavezana turizmu in okoljsko prijaznemu zbiranju in odlaganju odpadkov ter turistom in upamo tudi prebivalcem prijaznemu okolju, moto na strani infrastrukture Bled Čisti raj, mora zajemati tudi zmanjšanje onesnaževanja s hrupom, k čemur omenjeni transporti s težkimi kamioni zagotovo ne prispeva. Dovolite odlaganje žlindre iz Akronija Jesenice v deponijo v Ribnem, ki za take odpadke ni ustrezno urejena. Sprašujejo se tudi in zahtevajo odgovor, kaj je občini Bled bolj pomembno. Turizem usmerjen k trajnostnem razvoju ali oroski zasebni interesi posameznikov, ki imajo z odlaganjem tega in drugih vsebin očitno bogato korist. V odgovoru, ki ste nam ga kot občanom in davkoplačevalcem dolžni podati, zahtevamo izdelavo neodvisne analize, ki bi jasno podala okoljski vpliv vožnje in odlaganje žlinde in drugih materialov v omenjeno deponijo. V trditvama članke, ki jih v nadaljevanju navajamo, žal ne verjamemo. Čudi nas, da se stvari dogajajo brez vedenja in informiranja občanov, zato zahtevamo, da občane na ustrezen način, ne samo na občinski oglasni tabli in za uporabo vseh možnih komunikacijskih kanalov obveščate vsebinah, ki se odlagajo v deponiji v Ribnem in tudi o načinih in o času prevozov. Če pa je verjeti članku v Delu iz leta 2013, ki je bil objavljen 7.11., da žlindra ni več nevarna, pa je nevarnost zastrašujoča, pa je naravno zastrašujoče, da občina dovoli in se odloča za, kot je lahko iz članka razumeti, dolgoročno delovanje omenjene gramoznice in s tem povezanim transportom tega materijala iz Jesenic na Bled. Kot kaže, so se na Jesenicah elegantno rešili tega problema in ga prenesli na Bled, kar bi lahko razumeli tudi, da bo s tem turistična ponudba bogatejša. Zaradi prevelike osne obremenitve, ki jo povzročajo kamioni, je Ribenska cesta že sedaj močno poškodovana, zato zahtevamo, da se omeji osna obremenitev na za Ribensko cesto sprejemljivo vrednost. Poleg tega pa tudi odločno zahtevamo, kar smo v preteklosti že večkrat, da se ponovno omeji hitrost na največ 40 km/h. To bi bil dogovor, ki smo ga občani, ki stanujemo ob Ribenski cesti, dosegli ob odstranitvi hitrostnih ovir. Odgovor občine na v preteklosti že postavljene zahteve po vzpostavitvi odstranjenega režima 40 km/h, da je bila omejitev odstranjena zaradi mnenja policije, skrajno zavajajoč. Prosijo tudi, da se odgovor, da se odgovor objavi v občinskem glasilu Blejske novice, lahko pa tudi oziroma lahko tudi skupaj s tem dopisom. To je ena stvar.
Potem imam pa še jaz dve vprašanji oziroma dve točki vprašanj, in sicer glede na to, da so odvoz komunalnih odpadkov zmanjšali na enkrat mesečno, zakaj občani nimamo nič od tega, položnice so še vedno enake kot prej, pa rada bi videla fakture, ki jih infrastruktura izda občini Bohinj za odvoz stekla, Šobcu za odvoz smeti in pa Škofji Loki za pranje kant. Pa še zadnje, kar me zanima, je, kakšen je bil strošek dela in odvoza smeti v času prireditev v letošnjem letu. Ali so bili prej omenjeni stroški, torej odvoza smeti in pa dela, vračunani tudi v ceno najema tako imenovanega štanta, ali bomo stroške krili tako, oziroma da bodo, če jih bomo krili mi občani, tako da bodo pač prikrito zaračunani na položnicah. Hvala lepa. Svetnik Ignatovič. Spoštovani. Moram reči, da se pridružujem kolegici, ker smo kot SMC dvakrat dali glede žlindre ravno tako, da se razišče. Delno se je rešilo, delno ne. Grem naprej. Odgovor na moje vprašanje glede začasnega parkiranja na Bledu me ni prepričal, zato sem želene informacije pridobil pri gospe Urški Kregar. Tablet za potrebe občine in začasno parkiranje so, in sicer tak bi mogel biti tudi odgovor. Vrtec 60 minut, lekarna 30 minut, knjižnica 30 minut, športna dvorana 60 minut, trgovski center 60 minut, Mercator Mlino 15 minut za stranke trgovine ter Mercator Solišče 60 minut. Šola in občina je v postopku in bo tudi najbrž kmalu urejena tudi s temi začasnimi parkiranji. Nove pobude so pa 3. Tablet dovoljeno za stanovalce bi bilo treba postaviti v več stanovanjskih stavbah, na katere je občina pridobila sicer lastninsko pravico nad asfaltnimi površinami, vendar iz drugih praktičnih razlogov, ne zaradi parkirine. S tablami se reši ta problem. Problem parkiranja glede na možnosti parkirnih prostorov na Bledu je nevzdržen in v naslednjih letih bo še slabše, ker se ne rešuje pravilno in plansko, ker se iz leta v leto ponavlja kaos. Za parkirano imensko polje, privat parkingi, parking pri večstanovanjskimi objekti in tako naprej, da ne naštevam. Če ne bomo resno reševali problema parkiranja, bo kaos še hujši, ker bo severno obvoznico pretok prometa hitrejši in s tem tudi dostop do jezerske sklede še večji in hitrejši. Tretje, pobiranje in štetje denarja od parkiranja pobirajo redarji. Ali s tem ne izgubljajo nadzornega časa? Kako je to rešeno v drugih občinah? Hvala lepa. Hvala. Svetnik Sirc. Jaz se bom navezal na pobudo glede vrtca, ki smo jo izdali na prejšnji seji in lahko rečem, da z odgovori nismo zadovoljni. Konkretno ni bilo odgovora na vprašanje, kdo je bil nadzornik, kdo je upravil tehnični prevzem. Vzdrževanje iz naslova prvotno slabo upravljenih del ne upravičuje investicij in vlaganj, slednje vsekakor podpiramo, nikakor pa ne plačevanje za odpravo napak. Kar se tiče požarnega alarma, je to napako potrebno odpraviti čim prej. Kaj se bo zgodilo, če se bo kljub alarmu evakuacija ne bo zgodila dovolj zgodaj? Tipka za odpiranje vrat namreč na hodniku za vstop v garderobe, k vrabčkam pa vijoricam se zatika, tako da so vrata večji čas kar odklenjena. Smrad po hodnikih zaradi neustreznih bar, lepil, topil, kakorkoli je bil prisoten še lani. Kmalu se bo začela spet sezona kurjenja, tako da se bo kmalu spet odkrilo, ali je to ustrezno ali ne. Kolikor ne bo, bomo zahtevali nove meritve. Tla v ljukni, v srednjem delu, drsijo in bilo je že več padcev. Glede ustreznosti drsnosti podlage bi prosili, da nam posredujete meritve, ki ocenjujejo ustreznost. Skeptični smo tudi glede delnih premazov, saj slednji lahko še poslabšajo nevarnost, to se pravi prehod iz drseče na nedrsečo podlago in hkrati ne odpravljajo probleme bleščanja. Skratka, to so napake, na katere predstavniki sveta staršev in vrtca že dalj časa opozarjajo in še vedno niso odpravljene. Če izvajalci trdijo, da je vse ok, naj meritve odpravi neodvisen strokovnjak. Kakorkoli že, tokrat še enkrat opozarjamo o resnosti napak in želimo, da se prioritetno pristopi k odpravili teh. Nikakor si ne želimo, da se otrokom kaj zgodi. Potem druga stvar, prehod za pešce, prav tako na prejšnji seji, to je to med Kovinsko in policijsko postajo. Ne vem, kaj nas košta, da tam potegnemo teh par črt za prehod. No, zadnje to ni ben denarja, varnost bo pa kar precej izboljšana. Nekdo zbije tam otroka, kdo to pa je odgovarjal. Dal bi še eno zahvalo za javno razsvetljavo. Selo ste zelo lepo uredili in se zahvaljujejo občani. Hvala. Hvala. Naslednja je Svetnica Varlova.
Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se najprej rada zahvalila občini Bled za pomoč pri ponovnem odpiralnem času trgovine na Bohinjski Beli. Hkrati pa samo vprašam, če ste bili kaj obveščeni od ponedeljka naprej, zdaj le namreč je spet nov odpiralni čas, ni bil o tem noben obveščen in sicer do 4 popoldne. Potem pa dajem pobudo glede na povečano število turistov za več zaposlitev redarjev. Hvala. Svetnik. Ja, dober dan vsem skupaj. Moram reči, da z odgovorom, ki sem ga dobil, kar se tiče najemnice na Homu, nisem zadovoljen. Te pravne potuke, ki ste mi jih napisali, sem že ta prvi dan pač zvedel. Zanima me župan, ker ste mi takrat garantirali, da 30.9. letošnjo leto gospa, da je sama izjavila, da ne bi šli na sodišče, ampak da bo sama zaprla gostišče. Zanima me, kaj je s tem, a ste kaj obveščeni o temu. Po drugi strani ni logično, da je na vas, ko ima 1000 prebivalcev, ne more rešiti problema z eno najemnico in zahtevam, ukolikor 30.9. ne bo odšla, da sprožimo postopke ustrezne, da jo pač odstranimo. Druga stvar, me zelo žalosti, da sem zadnjič bil opozorjen iz stranke SMC, da pletnarji ne plačujejo takse. Gospodje, ne širite takih stvari okrog, ker pletnarji imajo plačan čist vse dajatve, vključno lansko in letošnjo leto. Mislim, da ni treba povzročati enega lažnega alarma, pa probati nas spet skregati, ker to ni dobro. Naslednja stvar me pa zanima, kdaj nas boste javno obvestili s temi dogodki v Lisicah. Namreč, če je res to, da gospod kur karbon in te stvari, vam moram povedati, da je to povezano z rakovimi obolenji, da je to hudo resna zadeva. In predlagam ostrejši nadzor in pa da v bistvu takoj odreagirate, ko se prvi tak dim spet pojavi. Ker to gre zdaj že za večletno zadevo in ne vidim razloga, zakaj ne bi resno enkrat zagrabili, enkrat, dvakrat, trikrat štih probo, ki se začne kaditi, ne en pokliče, ne pride policija, ne pride te in se to zadevo reši. In če je tudi treba sankcionirati to zadevo, ker ne smemo se igrati zdravjem naših občanov. Hvala. Hvala. Samo odgovor glede kolega, ki je SMC umešal tukaj, kar člani privat z njim dobivajo in zgovarjajo, to nikakor se ne sklicuje na SMC. Hvala lepa. Če je to v kafiču, to ni privat. Pa če je 10 ljudi okoli, pa če je to do pletnarjev prišlo, pa je to ni privat. To ni način razgovora o mrzenju. Ok, dobro, zaključimo to. Kar se tiče, da grem takoj na svetnico Bertoncljevo, občina je pristojna samo za ceste. In ni v bistvu nobenega problema, da omejimo nazaj na 40 km/h. Samo morate vedeti, da odzad je še cela krajevna skupnost Ribno, ki se večinoma s tem ne strinja. Pripravljamo pa elaboracije na to temo in bo za drugo. Nažalost nismo odgovorni, s tem sem bil seznanjen, sem ga klical, ne bi tukaj razlagal kakšne odgovore in kaj sem se dobil. Ampak obljubil je, da ne bo več in potem je vse in še eno noč. Ker jasno, da so me tudi mene še kot prvega občani klicali že tudi v 3 zjutraj, se je to dogaja. To, kar se tiče svetnika Omerzela in lokala na Homu, še enkrat jo bom poklical, da razgovor, da se točno izjasni, je pa tako, da iz izkušnje z lokalom Hiti, kjer je pogodba pretekla, samo spomnite se, koliko časa smo rabili, smo ga
vrgli ven, tukaj je pa pogodba še 1 leto veljavna. Ne. Samo to bi dal na znanje, no, ampak vas bomo vesti, koliko se bomo zmenili in bomo šli potem naprej. Hvala, zdaj pa prosim. Ja, hvala lepa, pozdrav tudi z moje strani. Najprej odgovor na zadnje vprašanje svetnice Bertoncelj. Stroške v času prireditev na Jezerski promenadi pokrije Turizem Bled preko fakture in pa posamezni gostinski ponudniki. Skratka, tisto, kar je na javnih površinah, kar pustijo obiskovalci, pokrije turizem in tudi čiščenje naslednjo jutro in tako naprej, medtem ko vsak gostinski lokal je pa itak po zakonodaji zavezan pa plačevati tisto, bom rekel, svoje vrste odpadkov. Tako da tukaj ni dileme in tega seveda ni nikjer skrito v kakšnih drugih, bom rekel, v splošni ceni. Glede zmanjšanja odvozov in pa s tem povezanih prihrankov predlagam, da pri predzadnji točki vprašate neposredno direktorja infrastrukture, ker bo tukaj prisoten. Tako kot je župan povedal, na Ribenski cesti se pripravlja elaborat prometne ureditve. Namreč, če župan sprejme ukrep omejitve tonaže ali hitrosti, mora to temeljiti na eni zelo resni analizi, kajti tako kot se občani pritožujejo, se lahko tudi pritožujejo drugi uporabniki ceste. Tisti, ki jim s tem na nek način omejujemo vožnje. Tako da to so, bom rekel, stvari, ki imajo lahko tudi resne pravne posledice. Tako da bomo pa sigurno, tako kot je bilo predlagano, v en na elaboriran in temeljit način odgovorili, zato da bo jasno, da ni samo občina nek razsodnik, ampak da mora stvari objektivizirati. Glede pobud okrog parkiranja, začasno parkiranje, ja, hvala, sem vesel, da svetniki tudi neposredno pristopate do naših sodelavcev, ker imate to možnost, ker ste tako kot vsaka druga javnost lahko kadarkoli informirani in da takele stvari tudi pravočasno, mogoče tudi med sejama že lahko uredite. Ravno tako okrog novih pobud, v tem trenutku se pripravljata še 2 režima, pač praktično je treba samo table narediti pa formalno sprejeti neko odločbo. Tudi glede teh dovoljenj za stanovalce se ravno tako strinjam, da se to pač enostavno v nekem paketu ureja. Mimogrede povem, da se ravno kar pri alpskih blokih ureja še kar nekaj novih parkirišč bočnih, to je tudi že en dolg, že nekaj časa, tako da te stvari se, torej tudi občina, glede na to, da je pridobila, kot je bilo rečeno, lastninsko pravico na teh zunanjih površinah, več stanovanjskih objektov, tudi na nek način ta dolg vrača postopoma, bom rekel, stanovalcem in drugim uporabnikom s tem, da jim zagotavlja ustrezno infrastrukturo. Glede pobiranja parkirnine, res je, to je nekoliko zamudno delo za redarje. Navezujem se tudi na to pobudo več redarjev v kadrovskem načrtu, če ste si ga pogledali v sklopu proračuna 2018, so predvidene nove zaposlitve. Glede na to, da sta zdaj v zadnjih nekaj mesecih 2 redarja zapustila našo službo, smo tudi objavili že razpise in imamo že 2 pripravnika na šolanju v Tacnu od prejšnjega ponedeljka. Tako da tukaj ne pričakujemo kadrovskega izpada, kar se redarjev tiče. Zagotovo bomo pa to službo okrepili tudi z nadzorniki parkirišč sezonskimi in ti bodo prevzeli tudi samo upravljanje parkingov. Ne nazadnje, takšen sklep je bil sprejet tudi v eni širši sestavi Sveta Zavoda za turizem oziroma priporočilo občini, da naj zagotovi sredstva tako na področju redarske službe kot same komunale, da se na naslednjo turistično sezono bolje pripravimo, predvsem v kadrovskem smislu. Glede vrtca naj povem, da v tem trenutku občina ni plačala niti ene odprave napak, da še vedno uveljavljamo reklamacije, je pa to, kot rečeno in tudi nekako iz odgovora razvidno, zelo dolgotrajno, izvajalci se upirajo, mi
imamo, bom rekel, na nek način v tem trenutku, ko so vse stvari še v garancijski dobi, v bistvu relativno omejene možnosti, razen tega nenehnega pritiska in tako naprej. Po drugi strani dobivamo zabeležke, ki niso samo strani izvajalcev, ampak tudi strani vrtca, da takrat, ko pa pride, ne vem, nekdo pogledati alarme, pa vse dela. In je dosti krat, jaz nočem tukaj žogice metati center tja, absolutno stvari morajo biti brezhibne, pa vendarle dosti krat potem se izhajajo te domnevne napake tudi iz enostavno nepravilne ali pa nevešče uporabe. Ampak to ni izgovor, stvari morajo funkcionirati in tudi bodo, in dokler so v garancijski dobi, bo pač na ta način, sicer se bodo pa uveljavljali tudi kakšni drugi vzvodi, ki obstajajo. Prehod pri policiji je bil takoj po zaključku prvega dela rekonstrukcije Seliške ceste označen, kot veste, je bil na pobudo nekega občana izbrisan, ker nam je bilo očitano, da je prometno nevaren. In zato se pa še pozna, kako je bil začrtan. Jaz vseeno računam, ampak zagotovo vemo, da se bo ta zadeva uredila najkasneje tamle marca, aprila, ko bo Petrol gradil svoj bencinski servis, namreč je že v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, in v tistem delu se bo uredil uvoz k Petrolu. In sočasno s tem uvozom se bo povezal pločnik in uredili tudi vsi te prehodi, tako kot so skladno z osnovnim projektom. To je to. Glede odpiralnih časov, hvala za informacijo. Mercator nas ni obvestil o tem, da je prešel že na jesenski ali pa zimski delovni čas, tako da se bomo z njimi še malo pogovorili, kaj je bil razlog za to odločitev. Glede domnevnega sežiganja nevarnih snovi na Lisicah, kjer se pobude vrstijo že leta, je bilo nekaj tednov nazaj na pobudo prijave, je policija opravila ogled na kraju samem ob prisotnosti prijavitelja in ob prisotnosti medobčinskega inšpektorja, in se tam vodi nek postopek, ki je v pristojnosti policije in pa pristojnih inšpekcijskih služb. Kot rečeno, naš inšpektor je šel kot uradna oseba zraven, zato da se iz prve roke seznanil, pa tudi prijavitelja so sabo peljali, da je na licu mesta videl, kako izgleda, kot je lastnik nekega objekta policista dobesedno porine iz svoje hiše. Naprej podrobnosti pa ne poznam in jih tudi težko komentiram. Na seji odborov smo na vprašanje svetnika Omerzela, koliko je vplačanih pristaniških pristojbin v letošnjem letu, jih je bilo do tistega trenutka 137.500 evrov, od tega 115.000 evrov strani pletnarskega združenja. Hvala, gremo na točko 4. Razpolaganje z občinskim premoženjem, izvzem zemljišč iz javne rabe, in prosim za uvodno obrazložitev pomočnika za infrastrukturni in strateški razvoj. Tjaže Beršun. Seveda še ugotavljam, da se z vsebino strinjata tako odbor za proračun in občinsko premoženje in odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ampak še prej razložitev. Predlaga se izvzem 5 zemljišč oziroma 2 v paketu, in sicer prvi izvzem se nanaša na zamenjavo gospodarskega dvorišča Lipa ob železniški progi, ki je v lasti občine in se menja za zemljišča ob Rečiški cesti. Drugi izvzem se nanaša na dvorišče oziroma gospodarsko poslopje pomožno pri eni od stanovanjskih hiš v Ribnem.
kjer je pač občina še vpisana kot lastnik zemljišča. Tretji izvzem se nanaša na to, da je ena izmed stanovanjskih hiš na Mlinem zgrajena tudi na enem delu občinskega zemljišča in je to stanje že v naravi. Četrti izvzem se nanaša na Jarško cesto, Jelovško cesto, ki je v naravi po katastrskih mejah razmeroma široka in se bo odmerila po dejanski rabi, skupaj seveda s bankinami, in se bo potem razlike oziroma tiste izravnave ponudilo v odkup neposrednim mejašem, ki imajo praviloma na tej parceli tudi že zgrajene škarpe oziroma zasajene žive meje. Zadnji izvzem dveh zemljišč se pa nanaša na zamenjavo zemljišč pri črpališču v Zazaru, kjer je dejansko črpališče na zasebnem zemljišču, medtem ko dve zemljišči pa potekata praktično po dvorišču enega stanovanjskega oziroma kmetijskega kompleksa. Hvala. Se kdo prijav k razpravi? Svetnik Brence. Že na odboru sem prosil, da se da v zapisnik, da treba biti pazljiv pri prodaji po številko C, kjer gre že za del zazidane naše parcele, je treba temu ustrezno tudi ceno zdefinirati, ker gre za gradbeno zemljišče in ima neko vrednost, ocenjujem, da preko 100 evrov na kvadratni meter. Hvala. Hvala. Zdaj pa lahko dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Bled potrdi izvzem iz javnega zemljišča, parcelna številka 476 z javne dobra skozi 1, Kao Rečica, parcelna številka 1344 skozi 3, Kao Ribno, parcelna številka 1205 skozi 4, Kao Želeče, parcelna številka 1218 skozi 1, Kao Želeče, in del parcelnih številk 1197 in 1196 skozi 4, Kao Želeče, nepremičnine se prenesejo v last občine Bled. Glasujte. Hvala lepa. Zdaj gremo lahko na točko 5, na sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa občine Bled tretjič. Za uvodno obrazložitev prosim predlagatelja podžupana Antona Mežana. Hvala. Jaz mislim, da je bilo na to točko že kar precej povedanega, mogoče celo preveč, tako da ne bi izgubljal besed. Dejstvo je, da je to predlog odloka in ne osnutek odloka, kot piše v dnevnem redu. Tam smo je prišlo do neke napake. Samo opozorim, da ne bi kdo se kdaj v to spotaknil, je pa pravilno napisano v predlogu sklepa predlog odloka. In predlagam, da župan daš kar zadevo na glasovanje, glede na to, da ni nobenega amandmaja, tudi ni razprave. Hvala. Da se s vsebino strinjajo tudi odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in odbor za gospodarstvo in turizem. Zato, glede na to, da ni, kot praviš, vloženega nobenega amandmaja skladno s poslovnikom in razpravi, in dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet občine Bled sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa občine Bled tretjič. Glasujte. Hvala lepa. Vsi za. In pridemo na bolj pomembno točko, da je sprejem odloka 6. o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled za leto 2017, rebalans 2. Ponovno prosim svojega pomočnika za infrastrukturo in strateški razvoj, Matjaža Berčona, za uvodno razlago. Ja, hvala. Čeprav je bil junija predlagan in sprejet rebalans 1, se je po 3 mesecih izkazalo, da bodo
prihodki se še povečevali, in sicer v skupni višini preko pol milijona evrov, skoraj 508 tisoč evrov. Večji prilivi so iz naslova turistične takse, kjer naj poudarim, da gre za še nadaljnjo rast nočitev, kot za približno 100 tisoč evrov izterjanih turističnih taks iz preteklih obdobij. Predvsej večji so tudi prihodki zaradi večjega števila obiskovalcev enodnevnih, predvsem na Bledu iz naslova parkirnin, in pa še en večji prihodek, ki smo ga v prejšnjem rebalansu sicer vrgli ven, zato ker smo mislili, da se bo investicija vseeno bolj zavlekla, pa se je kasneje izkazalo, da bomo lahko poračunali komunalni prispevek tako že z novo zgrajenim Mercatorjem kot objekti oskrbovanih stanovanj, ki so ravno kar v gradnji, tako da je tudi iz tega naslova 200 tisoč evrov. To so seveda največji prihodki, ki seveda na drugi strani omogočajo pa tudi dodatna sredstva na odhodkovni strani. Tukaj nažalost moramo vseeno izpostaviti, da kar nekaj sredstev bo šlo za odpravo plačnih anomalij, kar pomeni za proračun skoraj dodatnih 100 tisoč evrov na letni ravni, plačnih anomalij v vseh tistih sektorjih oziroma javnem sektorju, ki ga sofinancira ali pa v celoti financira občina po zakonu. Sicer pa smo poskušali maksimalno v bistvu ta dodatna sredstva usmeriti bodisi v dodatne investicije, uskladitev določenih stanj na različnih proračunskih postavkah, nekaj vmes je tudi seveda potreb in želja, ki so se izkazale skozi leto. Tako da v tisti kratki preglednici obrazložitvi mislim, da je tudi dosti jasno, kako je ta denar razporejen. No, hvala Bogu, se lahko skovarjamo o tem, da je prišlo več denarja, kot smo planirali, in vas prosim, saj odbori se strinjajo s tem rebalansom, vsi, zdaj pa, če bi se še kdo prijavil k razpravi. Kaj ni? Hvala lepa. Lahko dajem na glasovanje naslednje sklepe. Občinski svet občine Bled sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled za leto 2017, rebalans 2. Druga točka. Drugi sklep. Občinski svet občine Bled sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim razpoloženjem za leto 2017 za nepremičnine, rebalans 2. Tretji sklep. Občinski svet občine Bled sprejme stanovanjski program občine Bled za leto 2017, rebalans 2 ali pa 2. No, četrti sklep. Občinski svet občine Bled sprejme letni program športa občine Bled za leto 2017, rebalans 2. Prosim, da glasujete. Najlepša hvala. Enoglasno sprejeto. In gremo zdaj na prvo branje proračuna za naslednje leto, to je sprejem predloga odloka o proračunu občine Bled za leto 2018. Še enkrat prosim Matjaža Berčuna za uvodno razlago. Tudi proračun za leto 2018 na prihodkovni strani presega 12 milijonov evrov kot v letošnjem letu. Prihodki so sicer še vedno vsaj v enem delu načrtovani razmeroma recimo realistično, ne bom rekel pesimistično, ampak predvsem realistično, ne bi želeli vnaprej obljubljati in slediti tem trendom rasti, ki so trenutno prisotni ne samo na področju prej omenjenih turističnih taks in pa parkirnin, ampak tudi na področju komunalnih prispevkov. Tako da mislim, da je stvar vsaj na prihodkovni ravni realno ocenjena.
Na odhodkovni strani pa seveda toliko, kolikor pride noter, toliko tudi lahko razporedimo. Nažalost, ne izpostavim, da se zaradi povečanega obsega raznoraznih stroškov, prej omenjenih usklajevanj plač, pa tudi drugih potreb, predvsem na področju tekočega vzdrževanja, tako objektov, javnih površin, parkirišč, skratka vsa ta, povečana raba, ki se odraža na eni strani na prihodkih, se potem tudi na odhodkih. In z tega vidika se nam vsaj v razmerju, v procentualnem razmerju nekoliko manjša naš investicijski potencial. Tako kot rečeno, tako v sorazmerju do tekočih odhodkov, kot tudi seveda v kumulativi, vendar to seveda še zdaleč ne pomeni, da bomo kakšne stvari ustavljali ali pa da je to kakšno alarmantno stanje. Opisujem zgolj trend, ki smo mu trenutno prisotni, ki smo mu priča pravzaprav. Zdaj, prav posebej v vsebino in v detajle vsebine se ne bi spuščal, morda izpostavim samo nekaj tistih glavnih poudarkov na tem investicijskem delu. Kot veste, pač zaključujemo severno obvoznico, naprej ohranjamo kondicijo pri južni obvoznici kot dveh ključnih projektih naše občine. Pristopamo k konkretizaciji na osnovi javnega natečaja načrtov za jezersko promenado, ampak v naslednjem letu zgolj še, pri načrtih, medtem ko nadaljujemo pa z obnovo kanalizacije pod promenado in pa tudi naprej proti Prešernovi cesti, skratka neke pripravljalne aktivnosti se bodo izvajale. Ravno tako je velik poudarek pri načrtovanju celovite prenove, energetske prenove in pa rekonstrukcije osnovne šole. Iz letošnjega leta je zaradi zamude pri objavi javnega naročila strani Direkcije za infrastrukturo v naslednjem letu premaknjena rekonstrukcija priključkov Lisice in Koritno. To je recimo ena taka večja investicija. Na občinskih cestah se bo nadaljeval ta cikel preplastitev na tistih odsekih, ki so dejansko najbolj dotrajani in ki niso kratkoročno perspektivni za neke temeljitejše obnove v smislu tudi infrastrukture in pa podobnih stvari. Tako da mislim, da bo nekaj videti, predvsem pa kot rečeno, že mogoče že pri pripravi prejšnjega proračuna in rebalansa poskušamo nadoknaditi res še kar nekaj stvari iz nedavne preteklosti, predvsem mislim tukaj glede izpolnjevanja programa javne razsvetljave, posameznih mejhnih uličic, ki so ostale ob kakšnih večjih investicijah nedokončane v tem trenutku, recimo, ko se je obnavljalo staro Jedrograd, se je prenovilo vse, samo recimo cesta pod Skalo se ni, pa vendarle se tam sprehodi veliko število obiskovalcev, ki hodijo potem naprej po starem jedru in tako dalje, ker je to ena najkrajših povezav do jezera. In takih primerov imamo še kar nekaj. Vse te, bom rekel, stare grehe, stare dolgove bomo poskušali postopoma tudi s pomočjo tega proračuna v naslednjem letu nekako zapolniti. Toliko res na kratko in zelo v grobem, glede na to, da se v naslednjih 2 mesecih pripravlja potem seveda drugo branje, da se v teh 2 mesecih pokaže še marsikaj, kar je povezano seveda bodisi s pripravo projektne dokumentacije, bodisi z različnimi pobudami za sofinanciranje, moram tudi to izpostaviti. V letošnjem letu, za razliko od prejšnjih, ko se spomnim, se je kar nekaj občanov ali pa nekaj skupin občanov na nas obrnilo, da so pripravljeni celo sofinancirati prenovo svojih ulic. Imamo primer ene ulice, kjer se je vsaka hiša zavezala postaviti oziroma investirati
v kandelaber oziroma ulično svetilko. Če občina uredi cesto, so pripravljeni participirati s tem. Imamo primer, kjer je nekdo pripravljen vso grobo pripravo za cesto pripraviti, če občina plača asfalt in tako dalje. Govorimo pa seveda vedno o javnih cestah, ne o nekih zasebnih dovozih. Tako da teh iniciativ je že kar nekaj, tudi ne na zadnje leto smo v Budeščah se že odzvali na eno tako, trenutno imamo tamle v Partizanski cesti 2 taki pobudi, ki so že v izvajanju. Tako da tudi to je en zanimiv trend, ker očitno so tudi ljudje sami spoznali, da če želijo si izboljšati to svojo infrastrukturo, če želijo pospešiti razvoj svojega mikrookolja, da je včasih treba v to tudi kaj vložiti. Ko smo bili navajeni v starih časih, ne, je pa lepo, da ta zavist prihaja nazaj. Prostovoljno, ja. Takole. No, ugotavljam, da se v odbori s to točko v glavnem strinjajo. Prosim pa, če se prijavite k razpravi. Svetnik Mežan, svetnica Peser, svetnica Troha, mislim Špec, pardon, svetnik Vernik, svetnik Omrzel, a zdaj pa Omrzel prvi. Se mi z nekaj mahal tam, ne. Hvala za besedo. Proračun za leto 2018 se sprejema relativno zgodaj. Se mi zdi, da ga septembra še nikoli nismo sprejemali. Verjetno je to pametno zaradi tega, da se vsaj neka osnovna sidra trasirajo za leto 2018 in da ne zapadali v neko situacijo, ko je bilo treba po 12 reševati financiranje občine. To je pa seveda verjetno povezano tudi z nekaterimi postavkami, ki jih bilo po moje zelo težko bolj točen postaviti. Recimo sem mnenja za dohodnino, da ni čisto jasne slike še, da se bo to še do novega leta prav gotovo kaj dogajalo. Potem sem zelo previden tudi pri oceni pokrivanja stroškov plač kot posledica sklepa vlade oziroma podpisov za sindikati za odpravo neplačnih teh razmerij in v tem družbenem sektorju, ker samo po sebi ni nič narobe, verjeten, ampak za proračun pa to predstavlja kar neke resne obremenitve. Zanimiv je način, da je vlada podpisala sporazum, s katerim je povečala maso za velik del zaposlenih v Sloveniji, en del računa je pa dala občinam. To se pravi, občine, ki financirajo seveda del stroškov plač za vrtce, za sebe in del stroškov za knjižnice v našem primeru. Kakšne so to posledice? Posledice so take, da tisti denar, ki je dodatno ustvarjen v občin, se mora zdaj porabiti za en del plač. Se ne spušča v vsebino plač in tako naprej, verjetno so neke premike potrebni, ampak ker se ta povečan obseg poslovanja, zboljšan obseg poslovanja se potem ne porablja v investicijah, se ne porablja v razvoju, in to velja za celo Slovenijo, ne samo za občino Bled seveda, in se mi zdi, da je taka politika vladajoče strukture SMC-jem na celu škodljiva za občine in tudi za Slovenijo. Lahko, da ima kdo od tega kakšne koristi ali pa del tega, to dopuščamo vse, utemeljene seveda, ampak ne na račun drugih. To je tisto, kar mene moti. In s tem mi zmanjšujemo investicijski potencial. Če pogledamo strukturo v proračunu prejšnjih let in zdajšnjih let, smo mi zmanjšali svoj investicijski potencial. Smo pravzaprav en odličen trend, ki je bil, eden redkih v Sloveniji mogoče, zaradi takih posegov popolnoma drugih akterjev, na katere mi nimamo nobenega resnega vpliva, ali pa kakšen od naših posameznikov, pa mogoče, upam, da je vsaj tako. Nos pa občina pa posledice.
Ampak da plastično še povem, ne, ocenjujem, da gre to za naslednji let, saj za 200 tisoč teh razlik, ne, mogoče tudi več, ne, nimam točnih podatkov in ne verjamem, da jih je možen v relativno parih dneh pridobiti, ne, ker morajo vsi izračune narediti, kaj te spremembe prinašajo. Ampak, če gre za 200 ali pa 300 tisoč v proračunski postavki, če gre za 300 tisoč, to pomeni, da vsakih 10 let smo zaradi teh povečanj izgubili cel investicijski potencial. Da se predstavljamo, kaj to pomeni. To niso drobiški, ne. To ni 1 evro, pa ni 5 evrov. To so resne številke, ki vplivajo na to, koliko občine lahko investirajo in kako lahko uresničujejo svoje razvojne projekte. Hvala lepa. Hvala, svetnica Špecova. Ja, hvala za besedo. Mene pa zanima, ker iz proračuna pravzaprav ne morem razbrati, ali je v tem proračunu že zagotovljeno dovolj sredstev za upravljanje turističnih tokov v naslednjem sezoni. Oziroma, ali smo zagotovili dovolj finančnih sredstev za povečan obisk gostov na Bledu, da bomo lahko jim nudili kakovostno storitev in tudi kvalitetno življenje naših občanov. Konkretno, zagotoviti moramo dovolj finančnih sredstev za povečano redarsko službo, za povečano varnostno službo. Imeti moramo dovolj kadrovskega in strokovnega potencijala za to, da bo Bled čist in da bo Bled urejen. Poleg tega moramo imeti dovolj informacij za naše goste, tudi če hočete v tem, kakšna so pravila obnašanja na Bledu, jih v tem osveščati, da moramo goste naprej opozoriti, katera parkirišča, kje imamo možnost parkiranja, kje so prosta parkirišča, postaviti osreden sistem in tako naprej. Mi imamo, svetnica je prej že izpostavila, ali bomo mi občani to plačevali. Ne, mi imamo turistične takse planirane 1 300 000 in mislim, da je prav iz naslova turistične takse, ki ima namenski vir, treba najprej zagotoviti sredstva, da bomo vzpostavili neke normalne pogoje. In jaz mislim, da je zadnji čas, da tako mi kot občina in kot lokalna turistična organizacija Turizem Bled začnemo upravljati s turističnimi tokovi. Vsi gostje so dobrodošli, vendar mi moramo tokove upravljati. In zato mislim, da je zdajle čas septembra, da se na to pripravimo, tako kot smo razpravljali na svetu zavoda, sprejeli ustrezne sklepe, vendar sem potem doma krepko razmišljala, kaj je vedno pri nas, ko nekaj rešujemo. To se ne da. Kadrov se ne da dobiti. Ne da se dobiti redarjev, ne da se dobiti ljudi, ki bi upravljali redarsko službo. Ne da se dobiti kadrovskega potencijala za, ne vem, komunalno, za pobiranje smeti. Jaz mislim, da je zdaj čas, september je tukaj, da se pripravimo, vemo, da bo še povečan turistični promet in na posameznih delovnih mestih so zato zaposleni ljudje, da te kadre pridobijo. Mi, kot svetniki in občina, smo pa dolžni zagotoviti iz tega namenskega vira turistične takse za vse to dovolj finančnih sredstev. To je naša dolžnost, zato, da turisti preživijo in dobijo kvalitetno storitev in naša dolžnost za kvalitetno bivanje naših občanov. Hvala. Hvala lepa. Svetnica Pestrova. Hvala za besedo. Jaz bi predlagala, da se v investicije vključi še streha na zadružnem domu Ribno, ki se zdaj že nekaj obnavljano in bi bilo prav, da se še kaj, pa še za vodovod v Spodnjo vas na Selu in pa za cesto. Hvala, toliko. Hvala. Cesto tudi na Selu, mislim, v Spodnjo vas. Ja, cesto. Hvala za vaše komentarje in pobude. Žan, prosti, ja. Prosim. Hvala. Ne bom zdaj ponavljal, sem mislil povedati, ker je bilo že nekaj povedanega, bi samo prosil, da preden se bo šlo v preplastitve določenih že asfaltiranih cest, da se najprej asfaltirata 2 odseka, o katerih govorimo že kar nekaj časa na Partizanski in pa v Ribnem.
Lahko. Ja, prej je gospa Špeca omenila tole zadevo s tem varovanjem. Ne. Jaz še enkrat apeliram na občinsko upravo, naslednje leto je treba vsaj 2-3 redarje, ki ni problem, da jih imamo, varnostno službo, ni problem 2-3 človeka več, da se nave dogajale stvari, koliko so se. Predlagam tudi, da se pred sezono vsi tisti, ki prirejajo oziroma so udeleženi tamle dol na promenadi, ne, zračunajo, da je 6 WC-jev premalo za 10.000 ljudi, ne, da je treba te zadeve se temeljito pripraviti. Potem bi predlagal, da ob unih špica prireditvah, 4-5 prireditev takih, ki so res dobro obiskane, tudi naše redarje vključimo, da pač delajo tisto noč. Zaradi tega mislim, da to ne bi bil tak problem. Na srce vam pa polagam samo eno stvar, ki si jo moramo dobro zavedati. Če se sami ne cenimo, ne pričakujmo, da nas bojo drugi cenili. In vas prosim, kot občinsko upravo, da določene zlate kvadrate, ki jih imamo na Bledu, zaračunamo in jih oddamo, s temu pridobimo določene sredstva. Druga stvar, da je pa treba čim več delati na temu, da bojo naši občani enkrat začeli razumeti, da moramo dvigati nivo gostov, ker letos take goste, ki smo letos imeli, vsi pravijo, poln Bled je bil. To so bili gostje, po mojem videnju z Egipta, pa z unih tam, ki so hodili včasih v Egipt, ki so zapravili tistega Jurija maksimum, ker gostilne, moram reči, so bile polne, trgovine še bolj, lokali so pa samevali. In mi moramo prvič podražiti usluge, potruditi se, da bomo malo bolj, sobe moramo tudi podražiti, ker se ne moramo prvo še, da v sezoni nekateri po 50 € dajejo sobo za 2, to kamor napele. Mi moramo s cenam jeti gor, moramo se pa tudi zavedati, da moramo s cenam tudi usluge majčkeno izboljšati in ponudbo izboljšati. Med drugim me je zelo zmotil tih članek od Matjaža, pa mi je žal, ker mene ni noben nič vprašal, jaz bi jim pa povedal, koliko kar so novinarji napisali. Poglejte, kapacitete na Bledu so bile popolnjene, nobene gužve, nič ni bilo narobe. Narobe je to, da se skozi Bled pele za vikend 20.000 vozil, ali pa 30, nekaj na Bled, nekaj v Boken, in te ljudje prvič poležavajo po naših zelenicah, nam jih uničujejo, za kar bomo tudi mogli nekaj narediti. Drugič, cesta je noro preobremenjena. Tretjič, zapravijo nič, ampak nam samo drek prinesejo. Pa ne bo to za Ljubljano, za Maribor, za Celje, v koncev bi bilo tudi mogoče prav, da se Bled postavi in jim pač reče, poglejte, v času sezone mi se moramo posvetiti našim gostom. Tako, ki je rekel Matjaž, so zaželjeni, samo te enodnevni, s tem imamo mi samo problem. Jaz imam tamle dol galerijo, vam povem, v petek od 10 zvečer do 4 popoldan je kolona non-stop. V nedeljo od 2 do 10 zvečer non-stop kolona. Se to res ni zaživeti. In se čudim, da ljudje to sploh še trpijo. Jaz sem že parkrat rekel, kad mu treba cesto zapreti, pa jim jasno povedati. Mi nismo sužnji naših turistov, mi smo sužnji in imamo probleme s telimi dnevnimi obiskovalci. In zato tudi moj predlog, včasih kakšen prav, mogoče to, mogoče drugače, ampak gledajte, v špici sezone v prvi vrsti mora kava biti 3 €, pivo mora biti 5 €. Mi domačini bomo zlahka to preživeli, gremo tle v Mercator ali pa nekaj zad, tako ki posod po turističnih centrih, pa bomo tam kavo pili pa nekaj drugega. Spredaj pa treba podružiti, pa jaz mislim, da se tudi teli ta pocen turisti ne bojo več upali kar tako na Bled prideti. Hvala lepa. No, hvala za vaše mnenje, drugače pa jaz mislim, da
je prav, da se cene povišajo, ampak da prvo je treba povišati nivo storitve, ki pa tudi na Bledu šepa, nažalost. Posebej pri največjih ponudnikih in tudi ostalih, ker dobim kar dosti pritožb strani gostov, nič prijetnih, na katere moramo odgovarjati in tudi mi sami pri sebi moramo kaj urediti, ki tukaj živimo. Dovolite samo še nekaj, župan bi rad povedal. No. Moram vam povedati, da sem rekel direktorci Sava hotelov zadnjič, sem rekel, Mojca, a kaj razmišljate, da boste zdaj od 1. oktobra do recimo 1. decembra organizirali tečaj za svoje zaposlene? Jo prav, kako? Jaz sem rekel, dejansko imamo po hotelih trgovke, pa ženske, recimo medicinske sestre, pa še kakšne. To ne znajo, tudi vejo ne, s kjer strani treba gostov prijeti. In v temu nihče ne razmišlja. Jaz apeliram na vas, župan, da vi tudi upravite kakšen razgovor, ker mi, če imamo tako nestrokovan kader, potem ne moramo izboljšati ponudbo. Tako, hvala. Do strokovnega kadra se prije tudi sta pravim plačilom za strokovno delo. Dajem na glasovanje sklepe. Prvič, občinski svet občine Bled sprejme predlog odloka o proračunu občine Bled za leto 2018. Drugič, občinski svet občine Bled sprejme predlog kadrovskega načrta občine Bled za leti 2018 in 2019 ter kadrovski načrt za medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki za te 2 leti. Tretji sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega načrta pridobivanja in razpolaganja stvarnim premoženjem občine Bled za leto 2018. Četrti sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog stanovanjskega programa občine Bled za leto 2018. Peti sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega programa športa občine Bled za leto 2018 in še 6. sklep, občinski svet občine Bled sprejme predlog letnega izvedbenega načrta financiranja področja kulture občine Bled v letu 2018. Prosim, da glasujete. Hvala. Sprejeto. Gremo na točko 8. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dopolnitvami OPPN Seliše ter poprejšnje spremembe OPN Bled. Še enkrat prosim pomočnika gospoda Berčona za uvodno obrazložitev. Občina Bled je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta za Seliše. Potem, ko smo ga pred kratkim sprejeli s takratnimi vhodnimi podatki, je seveda to sprejem tega dokumenta takrat omogočil, da so dejansko v to območje vstopili tudi novi investitorji, predvsem, kot veste, Sberbank, ki ni bil dolgoročni lastnik, se je dezinvestirala in s tem so se tukaj pojavile tudi nove pobude po spremembah OPPN-ja. Ravno tako se tem spremembam pridružujejo tudi obstoječi lastniki in eden izmed njih bi želel, da se mu njegovo območje izvzame iz teh tako imenovanih centralnih dejavnosti in omogoči razvoj v bistvu turizma. Prepoznali smo, da gre za območje ob Kajuhovi cesti, ki je podobno kot ob Ljubljanski cesti na nek način sestavni del ene vpadnice na Bled in da v bistvu dosedanja namenska raba, ki je bila trgovsko-poslovna, ni več potrebna, kajti s tem, ko se je zgradil nov Mercator, se je dejansko trgovina zaprla. Zato bi želeli s to spremembo, da se omogoči v bistvu sprememba namembnosti v klasičen penzionski objekt, torej gostišče z nastanitvijo višje kategorije, kar je tudi nekako skladno z strategijo razvoja turizma na Bledu. Zakon o prostorskem načrtovanju in sicer njegov 56.a
člen pravi, da je možno podrobno namensko rabo, če gre seveda za manj obremenjujočo rabo, potrditi s sklepom občinskega sveta. Ukolikor je tak sklep sprejet, potem se lahko to vključi v sam pričetek priprave OPPN-ja. Zato je predlagana ta sprememba. Hvala. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se s to vsebino strinja. Prosim pa, da se prijavite k razpravi, če svetniki Ignjatovič, Sirc in Vernik. Ignjatovič, Mrzel, kar je Ignjatovič. Hvala lepa za besedo. Jaz v bistvu se bom ponovil, sem na odboru za okolje in prostor povedal, da ne izpadajo dvojna merila, ker to je najbolj nevarno, je država v državi. Torej, nekateri prosijo, zdaj so podobni, a niso, nekateri prosijo torej za podobne zadeve 10 let in več, a ne, in tako dalje, da se ne bo zgodilo, ne, da bo nezadovoljstvo, da ene podpiramo, ene ne. Drugače sem vsekakor za podpiranje naših ljudi, da se razvija program in turizma in ostalih dejavnosti. Tukaj pa bom vzdržan ali proti, zato ker ne maram, da nekdo postavi firmo, potem pa zaprosi občino ali uradne organe države za dovoljenje. Tega si ne znam predstavljati, mi ni logično. Hvala lepa. Hvala, svetnik Sirc. Hvala za besedo. Jaz nimam skratka nobenih zadržkov glede spremembe, ampak zanimivo je bilo res, da je bila tabla že postavljena, zdaj se pa naknadno spreminja OPN. Skratka, po splošnem PIP-u to za to kategorijo BT hostli tam niso dopustni, tudi ne apartmaji, tako da predvidevam, da bo šlo za hotelsko in podobno gostinsko stavbo. Me tudi zanima, kako je s preostalimi prostorskimi načrti, če se navežem na kolega. In sicer, če pogledamo v okolico, se še vedno čaka na prostorski načrt, še v bistvu bil obljubljen za leto 2015, pa je še nekako predstavljen na 2017 in tako naprej. Skratka, ljudje bi radi tam gradili, pa ne morejo, tako da bom na tem mestu podal še eno pobudo od ene občanke. Hvala. Svetnik Vernik. Ja, takrat, ko se sprejemajo te ureditveni načrti, se čisto vse jasno ve. Načrti se sprejemajo na osnovi nekih zatečenih stanj, ki se pa z leti spreminjajo. Tako se lastništva spreminjajo, tako se ideje spreminjajo v gospodarjenju, v načinu pridobivanja življenja. In jaz mislim, da je to ta prav način, da se prisluhne recimo takim konkretnim pobudam, kot je tukaj, da se omogoči napredek. In meni se zdi, da je to samo za pohvaliti, da pravzaprav smo mogoče ena redkih občin, ki sledimo tudi nekim željam občanov v tistih obsegu, kjer je to sploh mogoče, posod vse ni mogoče. Ampak v tem primeru jaz osebno ne vidim čisto nobenih zadržkov in pozdravljam to pobudo in to spremembo. Hvala. Hvala, svetnik Mrzel. Ja, jaz kot predsednik za okolje in prostor smo dost, moram reči, predebatirali to zadevo. Proti bi res samo gospod Ignjatovič, ampak se mi zdi, da ni čisto dobro zastopil to zadevo, da je on tole zadevo malo posplošuje, ampak v končni fazi, če bomo mi to možnost, brez da nekoga oziroma ostale občane, ki jih moramo pač napotiti na OPN pa vse te zadeve, da če je nekdo že to naredil, pa tudi če je že tablo prej naredil, da to ni nič narobe, v končni fazi rabimo namestitve, rabimo kvalitetne namestitve, pa dobili bomo turistično takso, tako pa nav nič. Tako da jaz pozdravljam to zadevo in sem absolutno za. Škoda, ki ni več možnosti na Bledu, da bi večem tako ugodili na ta način, da bi lahko čim prej se začeli pač baviti s tem oddajanjem sob ali karkoli. Sem pa odločno bil proti, če bi bilo to, da bi kakšen hostel ali pa karkoli, to sem se pa temeljito prepričal in za to zadevo podpiram. Lahko. Ne čisto v zvezi s tem, ampak posredno. Jaz mislim, da bomo mogli pa enkrat tudi zračunati, kakšna je absorpcijska moč Bleda. To se pravi, koliko turistov je Bled še sposoben sprejeti.
In ko bomo enkrat to zračunali, ali kolikšno število stacionarnih gostov Bled premore, glede na obstoječo infrastrukturo, komunalno, cestno in ostalo, takrat bomo pa mogli paziti, kje še odpiramo možnosti gradnje nastanitvenih obratov. Zdaj, jaz poznam podatek, recimo, ki smo ga včasih imeli zračunan ga, koliko je absorpcijska moč Bleda, ampak te stvari bi bilo danes treba na nov preračunati. Zato zdaj tukaj ne opredeljujemo okoli tega primera konkretnega, ampak v bodoče pa moramo razmisliti, ne bomo mogli mi kar v nedogled širiti te zadeve, okolikor bomo zračunali, da to lahko povzroči recimo probleme, bi rekla, te absorpcijske moči glede na obstoječo infrastrukturo. Tako da mislim, da je treba na to začeti tudi majčkeno paziti pa računati, ker kot smo slišali podatek, nam se je število nastanitvenih zmogljivosti samo v zasebnih sobah povečalo za 1500 in tako naprej. Mi moramo zračunati, a lahko še obstoječa infrastruktura to prenese. Če ne, ali ne vem, če je možnost povečati infrastrukturo, če se da, ali pa je treba potem ugotoviti, kje se še širi lahko, a se na Bledu lahko ali ne. Hvala. Lahko replika, prosim. Jaz ne vem, za koga je največja, najstrašnejša tema na tukaj, da bomo mi preveč turistov. Odkje vam to? Kakšnih preveč? Pa infrastruktura, pa avto zračunali spet v Ljubljano, najbolj damo zračunati za ne 50 evrov, da bodo oni zračunali, da imamo mi preveč. Koliko smo za jezer dali zračunati, pa imamo cel kaos še danes na jezeru. Jaz sem pojem, ne se turistov bat, pa ne panike zganati. Delajmo s turisti dobro in da bomo čim več dobili. Ta pravih turistov. Ta slabi pa čim prej, da odpadejo, ker nimamo nič od njih. Hvala. Dobro, zaključujem razpravo. Lahko mogoče bi. Čisto na kratko, kar se tiče absorpcijske sposobnosti Bleda, jaz mislim, da bo to debata zrela, ko boste čez recimo nekaj tednov dobili na mizo predlog OPN-ja, ali bomo nadaljevali to politiko, kot smo jo imeli do sedaj. Predvsem pa mislim, da tukaj korekcijski faktor je v tem, kar je bilo tudi zdaj med vrsticami že izraženo, za kakšen tip nastanitve se bomo odločali. Konkretno v območjih BT nizkocenovne nastanitve ne pridejo v poštev, ampak morajo biti to objekti, ki so kategorizirani, kar sama najbolj obvladaš med nami vsemi tukaj, morajo imeti seveda ustrezna gradbena, uporabna dovoljenja in tako naprej. Tako da v tem, ampak kot rečeno, mislim, da to bo predvsem debata v kontekstu OPN-ja. Kajti OPN, hočeš nočeš, je odprl eno zelo široko možnost, predvsem nižjim kategorijam nastanitve. Glede dvojnih meril ni. Če je zakonska osnova jasna in 56a člen pove, v katerih primerih je to možno, potem tukaj ni dileme. Če pa nekaj glede na, bom rekel, obstoječe predpise ali pa postopke ni možno, pa pač ni možno. In žal tukaj občina ni nad državo ali pa nad temi predpisi. Glede pa samih postopkov na splošno prostorskih aktov, že večkrat je bilo omenjeno, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so v sklepni fazi. Jaz grem jutri za praktično cel dan v Ljubljano usklajevati še te zadeve, tako da mislim, da v roku 14 dni, 3 tednov gre to v smernice nosilcem urejanja prostora, kar pomeni, da bi morda že na tisto novembrsko oziroma decembrsko sejo ali pa najkasneje takoj po novem letu bomo sklicali posebno sejo samo na to temo, če bo potrebno, ker bomo dobesedno lovili roke, zato da, pa ker gre res za izjemno pomembno razvojno problematiko, da bomo ta paket sprememb in dopolnitev OPN-ja obravnavali. Sicer je pa trenutno v delu novih ali pa sprememb in dopolnitev 5 OPPN-jev. In večina teh, enega smo zadnjič Ožje Središče Bleda,
je že praktično bo šlo v drugo branje, Seliše boste dobili v prvo branje, Kemp Zaka v prvo branje, Lip Bled v drugo branje, pa ne vem, sem še koga pozabil. Glede hitrosti ali pa bom rekel pristopa k tem pripravi teh OPPN-jev, glede na to, da zahtevajo kar, bom rekel, veliko časa, pa tudi finančnega vložka, hočeš, nočeš je podobno, kot sem prej omenil. Tisti OPPN-ji, ki se praviloma financirajo sredstvi investitorjev, Kemp, Lip, Seliše, ožje središče Bleda, seveda grejo naprej, ker tisti investitorji so bolj zainteresirani, oni neposredno plačajo vse postopke, občina v bistvu vse, kar počne, je suportira ta postopek in ga poskuša ne zavirati, kot se dostikrat dogaja lahko v nekaterih okoljih. Primer Dobe ali pa primer Koritno, kot je bil, kjer je bilo pa 37 individualnih hiš ali pa rečemo lastnikov, ki se pa nikakor niso bili pripravljeni sami med sabo zmeniti, še okrog komasacije, torej zamenjave zemljišč, ne, in to skoraj 10 let, je pa občina enostavno prevzela to vlogo in pripravila takrat zazidalni načrt. In tudi na Dobah je tako, če bi se pač tistih 15 lastnikov ali pa kolikor jih je, ali pa 20 lastnikov, ki jim je bilo spremembo namembnosti omogočeno stavbno zemljišče, ki bodo tam lahko postavili svoje lastne hiše, ali pa te parcele prodali po neposredno višjih vrednostih, kot so bile prej, vzelo skupaj, zložilo ta denar, podpisalo seveda ustrezen dogovor za občino, tako kot ga je Mercator pa Sberbanka, bi jih lahko tudi, ne vem, 15 individualnih lastnikov, ampak praviloma vedno čakajo, da bo občina za njih nekaj naredila. Ne glede na to, da bodo nekateri na ta način prišli do svojih, bom rekel, hiš ali pa, da ne govorim, zaslužili toliko pa toliko. Tako da tukaj je morda tudi apel ponovno zainteresiranim lastnikom, zainteresiranim investitorjem zakon omogoča obe možnosti. In normalno, da tista možnost, ki je vezana na proračun in na neke prioritete in na stalno, bom rekel, predstavljanje teh prioritet, to moramo pošteno povedati, je ta možnost je počasnejša, vendar varnejša za investitorje ali pa cenejša za investitorje. Tisti, ki so pa pripravljeni kaj vložiti v to, vnaprej, seveda tudi vsi praviloma dobijo to povrnjeno ali skozi poračun komunalnega prispevka in tako da obe možnosti obstajata, tako da ni vedno žogica samo na občinski strani. To je treba kar zelo jasno povedati ali pa tudi ne nazadnje takole javno povabiti vse tiste, ki, bom rekel, take vrste pritisk vršijo, da obstajajo torej tudi krajše poti. Hvala, mislim, da za zelo poučno razlago. In zdaj bi šli kar na glasovanje v večjih sklepov, da bomo daljše zadeverno. Takole, prvi sklep je občinski svet občine Bled ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji prve in druge alineje prvega odstavka 56a člena zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list Republike Slovenije, številka glede znamo več, glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč s parcelno številko 116/8 Kavž-Liče v enoti urejanja prostora BL 27 iz območja centralnih dejavnosti C, območje za turizem BT in prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dopolnitvami OPPN Seliše brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega načrta občine Bled. In drugi sklep, ugotovitev se navede v skladu s 4. odstavkom 57. člena zakona o prostorskem načrtovanju, v sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL 27 Seliše na Bledu, ki se ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani občine Bled. Tako je vse. Glasujte, prosim. 1, 2, 3, 4, 13 za, 3 niso. Je kdo proti?
1 proti, 2 vzdržana poje. Tako. Hvala. Gremo naprej na točko 9. Sprejem poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016 in prosim zdaj, tamle v zadnji še sedi, za uvodno obrazložitev direktorja Infrastrukture Bled d.o.o. magistra Janeza Resmana. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospod župan, direktorica, direktor, vsem skupaj lep pozdrav. Pred vami je letno poročilo za leto 2016. Vidite, prvo, kar se vidi, je ena nova oblika, ki smo se, rekel, po teh dolgih letih odločili, da jo posodobimo. Podjetje je v lanskem letu poslovalo nadpovprečno, nad pričakovanji, tako da smo realizirali skupne prihodke v 4,3 milijona evrov, kar je precej več od načrtov. In odhodkov 4,2 milijona, tako da smo na koncu imeli 82.000 evrov dobička. Samo poslovanje, če malo razdelim na komunalo oziroma na turizem, je potekalo na obe dveh programih nadpovprečno. Turizem je prvič oziroma drugič zaporedoma presegal prihodke v višini več kot 1,1 milijon evra, kar je v primerjavi z prejšnjimi leti skoraj dvakratna številka. Potem tudi na komunalnem delu smo veliko prihodkov realizirali tudi na tržnem delu, predvsem na vodovodnih omrežjih, ki smo jih v lanskem letu kar nekaj naredili. Toliko na kratko. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa, mislim, z vsebino se strinja odbor za proračun in občinsko premoženje. Zdaj vas pa prosim, da se prijavite k debati. Svetnikov Mrzel, svetnica Špecova, svetnik Ignjatovič, svetnica Bartoncleva. Svetnica Bartoncleva. Ja, jaz bi ponovila vprašanja, ki sem jih že dala pri točki za pobude in vprašanja, kar se tiče infrastrukture Bled. Ne bodo vezana ta vprašanja na poročilo kot tako. In sicer me zanima, če glede na to, da infrastruktura Bled odvaža smeti iz Šopca, baje samo ob sobotah in nedeljah, kakšni so oziroma če se da videti fakture oziroma račune, ki so izdane, pa ali je res, da oziroma bi rada videla tudi račune, ki se izstavljajo v občini Bohinj za odvoz stekla pa Škofji Loki za pranje kant. Hkrati me pa še zanima glede vode, ker je še vedno klorirana, močno klorirana. Kdaj so bili zadnji vzorci vzeti, kakšni so bili ti vzorci vode in pa kakšen je bil rezultat oziroma kakšen je bil, če se tako izrazim, izvid Nacionalnega inštituta za javno zdravje teh vzorcev vode, če nas lahko o tem tudi obvestite. Hvala lepa. Kar sproti, ja. Hvala za vprašanja. Zdaj, kar se tiče storitev, ki jih infrastruktura Bled izvaja tudi izven
teritorija občin Bled in Gorje. Lahko povem to, da z našim stvarnim parkom nas tudi kdaj naprosijo, da jim operemo kante. To se rečemo dogaja tudi letos v občini Kranjska Gora, občina Tržač, bili smo tudi že v občini Grosuplje, tudi Škofja Loka. Vse te fakture seveda obstajajo in če mi dovolite, bi jih do naslednje seje vam seveda predočil, tako da tukaj noter, tudi za Šobec. Šobec, veste, da komunalna Radovljica ob sobotah in nedeljah ne dela, dočim imamo mi 25 ljudi na delovnih mestih, tako da med sezono, tako da tudi ti računi obstajajo in na ta način pomagamo, poskušamo, če le zmoremo, in mislim, da zaenkrat nam to uspeva. Kar se tiče pa same vode, res je, voda se še vedno klorira, zdaj to eni občutite bolj, eni manj, po domače povedano, malo smo se že navadili. Zadeva, kot veste, je od lanskega, mislim, od letošnjega leta zgodaj spomladi v lastništvu oziroma samo zajetje in pa magistralni vodi v lastništvu občine Gorje, ki je tudi odgovorna za samo sanacijo oziroma investicije na teh vodnih virih. Kar se tiče zadnjih vzorcev, vzorci so že kar nekaj časa, zdaj ko je voda seveda obdelana, dobri, tako da tudi zadnji vzorci, če jih seveda želite, seveda se lahko vidijo pri nas na podjetju. A lahko sam še nekaj replikov oziroma odgovor, da so vzorci vode dobri, s temu se nam zadovoljila. Sicer tudi hkrati vsi občani strmimo k temu, da bojo vzorci vode odlični. To, da mora občina Gorje za to poskrbeti, lepo prosim, verjetno obstaja način, če so oni za to odgovorni, da tudi vi pristopite k temu, se v končni fazi mi občani to pijemo. S tem se tudi zdravje občanov, nas vseh ni, je pod vprašanjem, če to gledamo dolgoročno. Tako da z odgovorom dobro se ne bom zadovoljila in prosim, da to pristopite k reševanju tega problema. Infrastruktura seveda lahko pristopi k reševanju in je del tega reševanja, vendar mi smo samo upravljalec tega, se pravi investicije in vse ostale stvari vodijo drugi. Kar se tiče pa termina dobra, to pomeni, da je vzorec skladen z zakonodajo, zdaj pa a je po okusu noter klor ali ga ni, seveda normalno, vsi si želimo, da ga nekoč ne bi bilo več, tako da mislim pa, da je zadeva bolj kompleksna. Svetnik Ignatovič. Ja, mene zanima predvsem raziskava oziroma ta slab prizvok te raziskave, kot je bila, kakšna strategija je vrniti to lepo ime oziroma to lepo poročilo glede tega, ker tudi v samem opisu dogodkov ni absolutno zapisano, da je nula. To se pravi, nekaj bo treba za dober ime postoriti. Če jaz prvo razumem odgovor te preiskovalne komisije in upam, da obstaja strategija. Drugo je, kot ponavljam vedno, second hand, torej trgovina druge rabe in tako dalje. To smo bili že skoraj realizirali in je bilo obljubljeno, da bo že 1. septembra odprta. Zdaj smo že vemo, kjerga datuma, najbrž sem se zmotil v septembri, kjerga leta, ampak prosim za odgovor. Hvala lepa. Kar se tiče revizorjevega poročila, seveda smo mi pristopili k odpravljanju teh pomanjkljivosti in seveda smo jih že veliko večino odpravili. Kar se tiče pa samega centra ponovne uporabe, vam povem, da je narejen 90%. Zdaj ne vem, notar je zadeva čisto pripeljana, vendar kot veste, smo imeli zelo naporno sezono in nam je vsem skupaj preko malo kadrovsko smo se podcenili in v bodoče vam obljubljam, da zadeva bo odprta.
sigurno. Svetnik Pecel. Jaz moram reči, da se mi ne zdi prav učinkovito razpravljati o finančnem poslovanju nekega zavoda, bom rekla, 3 mesece pred iztekom naslednjega leta, ne? Ker se mi zdi, da vsi bolj razmišljamo o planih za naslednje leto. In zaradi tega bi jaz še enkrat samo poudarila to, kar sem danes že enkrat rekla, ali imate v mislih in v programu, da boste v plan za leto 2018 imeli na razpolago dovolj virov, kadrovskih, finančnih, da boste pripravljeni na povečan turistični promet in da bo Bled čist in urejen. Hvala. Hvala za vprašanje. Kar se tiče letos, je, bom rekel, res izjemoma to poročilo predstavljeno na jesen, veste zakaj. Tako da naslednje leto bo zadeva, upam, da v prvi polovici leta zaključena. Kar se tiče pa planov za naslednjo sezono, vam povem, da letošnja sezona je bila za nas tudi določena šola in kar se mene tiče in mojega vodenja, vam obljubim, da bomo pristopili k povečanju kadrov in seveda tudi k čistejšemu Bledu. Svetniku Mrzelj. Ja, sami superlativi. Zgleda, da vam gre brez svetovalca boljš. Prej niso bili taki rezultati, zdaj ste sam, ampak poglejte, da moji kolegici odgovorim, k ne ve, pa jim jaz povedal, 250 litrov klora vlivate na mesec v našo vodo. Povejte to, se to ni nič takega. To je dejstvo. Ali tudi malo več, a ne, gospod Resman, a ne? Tako da to ni tako težko povedati, mogoče vas je strah, a ne? Ampak, lejte, taka so dejstva. Zdaj, kva bomo na temu naredili, kva namo naredili, so pač tukaj res odgovorni za to, ne? Ampak mene je druga stvar bolj zanimati. Super rezultati, super delate, kaj pa cene za občane dol. Poglejte, perete v zaune, delate tam, ne vem kva ste, se reče super, bravo, ne? Na občani tega nič ne vemo. In jaz pričakujem, ne, ene 3, 4, 5 evrov, da so to poznali pri občanih in da boste zmanjšali to zadevo. Se imate 100 drugih virov, ne, se bogato pucate tamle po Bledu, bogato se reče, urejate parke, bogato računate, a ne, dajte enkrat končno nekaj tudi zredi narediti, pa vas bomo bolj veseli, k smo pa ta moment. Čeprav vas moram vse malo pohvaliti. Hvala. Ja, hvala, gospod Svetnik. Kar se tiče samih cen, ne, vsako leto se potrjuje elaborat, ne, in mi resno razmišljamo oziroma že vemo, da bomo določene spremembe v samem elaboratu naredili, kar pomeni, da bo za občane zadeva ugodnejša. Tako da to je to. Hvala. Da samo repliciram, ne, pustite vi elaborate, vi nekaj zredi dobrega naredite. V elaboratu se lahko napiše to ali un, zmeraj znova najdete eno finto, kako nas nategnete, po domač povedan, da zvišate to zadevo, zdaj pa enkrat brez elaborata znižajte, pa mu zaploskali. Hvala. To glih tako nagre, ampak ne, jaz tudi več plačujem, sem prebelski. Hvala lepa, mislim, da smo debato vključili. Hvala lepa za besedo, smem samo nekaj pripomniti. Če me spomin navara, eno leto nazaj ali pa 2 leti nazaj je bilo govora tudi v UV presvetljevanju, če se bo klor dlje časa mogel uporabljati. Zdaj, glede na podatke, če so porili 250 litrov klora na let, in na mesec hočem reči, ja, in to, da traja že več kot 1 leto, je zelo priporočljivo čim hitrejša pristopitev k
UV presvetljevanju na ta način vodo narediti boljšo in uporabno. Dolgoročna rešitev klor verjetno ni. Obstoja tehnologija, celo imeli ste v vašem projektu 2 leti nazaj, koliko bi to stalo in koliko časa za to potrebujete. Zato bi prosil dopolnil vprašanje od kolegice Bertonclove, da tudi do naslednje seje izdelate, kdaj in po kakšni ceni bo možno to tehnologijo uvesti. Hvala lepa. S predlogom občine Gorje oziroma z opisom njihove lastninske pravice ter sprejemom naše obveznosti, da participiramo pri amortizaciji, ima občina Gorje zagotovljen finančni vir, da to uredi. Torej v prvi vrsti je tukaj pritisk na lastnico teh vodnih virov in pa magistralnega vodovoda, ki teče tudi seveda v našo občino, da to zagotovijo. In tukaj pričakujemo ne samo, seveda vi normalno lahko pričakujete od župana in pa občinske uprave, da bomo peljali aktivnosti v tej smeri, ampak mislim, da se bo enkrat morala tudi širša javnost zganti okrog tega. Ker mislim, da bo edino to zaleglo, kajti ni ne duha, ne sluha. Mi zdaj svoje obveznosti plačujemo in tisto sofinanciranje amortizacije je pač namenjeno nekim dolgoročnim vlaganjem. Tako je to. Besedo, infrastruktura je že imela pripravljen oziroma ima pripravljen projekt za UV osvetlitev oziroma presvetljevanje vode, vendar, kot je že direktor povedal, ni več to v naši preko pristojnosti, da to zadevo mi lahko samo opozarjamo in to je to. Seveda občina pa lahko seveda to zahteva, ne? Ali pa na ta način. A lahko samo eno repliko oziroma mogoče to proceduralno. Pa se nisem hotel na začetku oglasiti, ker bi mogoče izpadel, ne vem, grd, ampak se bom oglasil zdaj na koncu in bom nekaj povedal za nazaj. Za to točko seveda. Očitno mnogi v tem občinskem svetu sploh ne preberejo gradiva, to je prva stvar, kar je, in druga stvar, sploh mnogi ne vejo, žal, o čem se ob tej točki razpravlja. Sem kar malo jezen in moram zdaj zelo zbirati besede. Če bi vsak prebral gradivo, če bi vsak prebral v Blejskih novicah, kar napiše infrastruktura Bled, če bi vsak račun, ki ga domov dobi in plačuje vodo, obrnil okrog in pogledal, kaj še gor piše, bi bilo tukaj pol ure prešparane. In še ena stvar mogoče, ker se pa tiče svetovalca direktorja, v tem času, ko je bil svetovalec, zato zdaj jemljemo poročilo. Kaj bo pa zdaj, ko je nov kader zaposlen, o katerem se ne govori, ker se očitno drugače piše kot Ambrožič, bomo pa videli naslednje leto. Ja, koga ti obtožuješ, da gradivo ne prebere? Kaj je zdaj, zato ki je Ambrožič tvoj, ti pa zdaj pa treba odtlele nam... Ne, prosim, da ti ravno se ne bomo šli. Mogoče bomo tebe zaposliti, ne, na infrastrukturo. Prosim, da prekinjam razpravo in Redbor, da zdaj to na glasovanje najprej. Sklep je občinski svet občine Bled sprejme poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016. Glasujte. Ena, dva, tri, štiri, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 jih jaz vidim. Vi ne. Kako pa tudi 14? Bertonska ne. Tako. Bertonca ne vem. Tudi ja, 16 za. 16 za, ok. Točka je končana. Kadrovske zadeve imamo ponavadi znotraj samega sveta, zato s tem prekinjamo prenos. Zahvaljujem se vsem, ki ste nam sledili in še enkrat seveda čestitke obema Blažičevem in Pintarjev in vsem tistem, ki so jih spravili do tega, da tako majhen kraj, kot je Bled oziroma naša občina, kar s 3
kar s tremi, bi rekel, tekmovalci prispeva k takmu navdušenju celega naroda. Hvala še enkrat vsem.